od novosti na področju zdravljenja kroničnih bolezni črevesja do novosti na področju zdravljenja oziroma bolj obravnave otrok z sumom na okužbo s Helicobacter pylori, pa do novosti na področju funkcionalnih bolečin v trebuhu, intenzivna terapija, kritično bolni otroci, ki, če jih ne bomo pravilno obravnavali, lahko tudi umrejo in na srečo umirajo zelo redko in na srečo ne samo nujno z našo pomočjo, pač so vse redkeje tako bolani, ampak ko se to zgodi, moramo vedeti, kako ukrepati. Morda še eno področje, ki ga tudi obravnavamo na tokratnem srečanju, je uporaba umetne inteligence, ki počasi prihaja v vse pore našega življenja. Verjetno bo v zdravstvu morda s kakšno zamudo, morda bodo kakšne regulativne težave z izmenjavo podatkov in z tem, kako podatki kar naenkrat preidejo v oblak in potem postanejo splošno uporabni, ampak če kje nam bo tukaj umetna inteligenca izredno pomagala.